Fantasy. Radio Fantasy. Mik, evo pa je pridrvel v studio Miki Vlahovič. Dobro jutro. Draži! Pa ti si skos nasmejana. Veš, kaj me zanima? Kaj ti po noč, kad ti je prišel ob 3 v tvojo spalnico, da bi se ti smejala? Neverjetno bi smrčala. Lahko pa vprašava mojega, koliko je z mano ob 3 po noči. On bo verjetno bolj vedel. Po moje ga že spi v dnevni sobi, verjetno. Ne, dokler sva pod isto streho, sva pod istim kotrom, v isti posli, na istem Se ne veš, lobiju. ti greš ob 10 spat in ti smrčiš do 6 zjutraj, do kdaj? Ne. Če ga ni zraven, a veš, da ga ne čutam, In na začetku pa malo da pobegne. ne pobegne. Okej. Ne upa si. Je na kratko. Mislim, glej, a ti rad pobegneš stran od svoje žene? Dobar, razen danes, ko si prišel k meni. Mislim, dobro, da se bo sklical na ženevsko konferenco, zato tega ne bomo dal pravilnega odgovora. Ne, rad pa vandram, ampak v bistvu ona je bolj rajš vandra kot jaz. Aha. Jaz sem bolj zapečkar, ne boš verjel, jaz sem tako rad doma, jaz bi lahko bil 3 dni doma v pidžami. Skoro, da se ne, prav 3 dni, da sam sebi smrdim. Pa se včasih paše. Ja, veš ko. Ampak koliko časa si pa zdaj smrdel v narekovajih na dopustu? Pa vse bi se še nisem, jaz sem cel življenje na dopustu, tako da ne opažam kakšne velike razlike. Sem pa letos kar veliko stvari že videl. Ja, bil sem od Tajske do Fuerteventure, tudi na Krku, tvojemu Krku sem bil. Mojemu Krku si bil. Pa še marsikje sem bil vmes. No. Kitajskem tudi, ja. Dejva zdaj se vrniti mogoče na Tajsko. Ajde. Kaj si delal tam s svojimi družinskimi člani? Ja, delal sem na tem, da nič ne delam, ampak mi ni uspelo, ker sem videl, da je hčera, medtem ko smo mi nič delali, 14 dni, se pravi, bili smo Bangkok pa Hua Hin, je kar malo snemala zraven in potem je to zmontirala, ker smo domov prišli in je nastal res, ne vem, če si videla spot, ampak res čudovit spot. To je tako sladno rečeno, ampak dejansko, ko mat slišiš, ko mat je pozitiven, je vesel, zabaven. Najprej povej, ker sploh še nisem povedala, da si ti tukaj zaradi tega, ker imaš pač enega izmed novejših komadov, enega sem že slišala, ki še prihaja. Ja, Ampak dej se nasmej. ja, pa Ne? moj zadnji single je Daj se nasmej, ker sem res vesel, da sem ga naredil. Hotel sem pa povedati, da ta spot, ki je že na pozitiven komad padel, ne, je dejansko dodal še nekaj pikico več. In to vsi pravi, ki so spot videli, ker je tudi spot tak vesel, simpatičen. Spontanka. Ja, večinoma. No. Večinoma. Zdaj prinaša, kot si sam rekel, dobro voljo. Ampak tudi neko novo zvrsti temu praviš. Ja, jaz pravim, da sem, kaj sem naredil, Family Pop, ja. Family Pop se iznajdel, ki me zafrkava, da dajem skozi svojo žlahto v video spot in kar je res, ne, pa bi se pa tudi najcenejši so. Ne. Treba šparati. Čeprav na Tajskem niso bili tako poceni, tako da ajde. Ja, koliko cajta ste bili na Tajskem? 14 dni, 2 dobra tedna, res smo se imeli fajn. Hčerka je imela diarejo nekaj par dni, to je bil edin, ki... Premalj ste razkožvali. Ja, ali pa smo, moče ona premalj. Ja. Ja, lej, nekaj je zihar bilo na tem. Veliko smo videli, da smejali se, ugotovil sem pač, ne vem, bili smo na celini, more mi niti ni bilo tako všeč, ne. Bi moral iti na kakšen otok verjetno, ne. Mi je bila pa Fuerteventura ful všeč zdaj, pred kratkim, ko sem bil, ne. Kaj pa si tam delal? Tam sem pa ženo pelil za, ne smem povedati, da je 50 let stara, tako da ne bom tega povedal, na rojstnodnevno darilo. No? Lepo, a še nucaš kako ženo, ker zihar bomo dobili kakšno vprašanje, veš, na našem Instagramu, Miki, jaz bom tudi 50, a bi mene tudi kam Jaz bi pelil. vse bi pelil, če bi le imel čas, bi kar naj se postavi punce v vrsto. Ampak mogoče boljš, da te punce najamejo za svojo 50-ko. To pa v zadnje čase zelo kar pogosto delam, da sem ali presenečen ali pa da jim pelem zabavo z bendom ali kot solo, zdaj si fajn reklamo darila mi. Ja, no, lej, treba, če si že prišel. Tega kar nekaj zadnje čase počnem, res je pa tudi generacija te 50-letnice, tudi 40 in 30, ki delam, so zdaj moja generacija, čeprav sem že malo starejši, in se odlično znajdem na takih zabavah in govori se, da delam dobro zabavo.
govorimo o zabavi, kjer poje, kaj zabrenka in to se ne to zabavi. slači. Ne, to na štangi sem jaz mislil. A ja, ti si to našel. Dobro navljen pridem, a viš. Okay, očitno on hodi na druge zabave kot jaz. Ja, nisi me še potem videla. Ne, na tej zabavi te pa še nisem videla. Miki, a si za to, da če se že ne bomo smajali cel dan, da se nasmejemo vsaj za 3 minute? Kaj si hotela s tem reči, da bi izpustila mojo pesem? Pa bi, no. Kjer pesem z naslovom? Daj se nasmej! Evo, Miki je tle in mi se bomo mal nasmejali. Daj se nasmej! In srčno bomo pozdravili tudi Hej, Miki, you're so fine, you blow my mind. Hey, Miki! Evo, z mano v studiu je Miki Vlahovič, ki ga vedno tako lepo pozdravim, kjerkoli ga srečam. Res je, Šušik, jaz se v bistvu hodim na te intervjuje sem v Celje samo zato, da ko odprem vrata, ko padeš na mene in začneš peti ta komad, s katerim sem by the way tudi nastopal prvič na Zvezde plešejo. Točno. Je bil moj uvodni komad, ja. Ej, ampak drugač, Miki, ti si na sceni koliko let že? Ja, 2 leti. 2 leti samostojne kariere. Ja, drugač pa kar 35 pa. ja. In več. No. Se pravi, če povzamem, si pričel pevsko kariero leta 87? V bistvu 86 sem šel v vojsko, ne? Takrat sem že pel. Tudi v vojski sem 1 let pel, v Subotici sem bil, v Jugoslaviji takrat. 11 mesecev. Pjevač pa takrat še v Jugoslaviji. Bil sem rock gitarista, zato ker smo imeli rock gitarista pa narodnega gitarista, bil pa en drug, ki je pa igral s temi narodnjaki, pač veš, harmonika, pa te srpske, pač jugoslovanske komade. Tako da smo bili orkester, full velik. Tako rock sastav pa narodni sastav. Pa koliko pa je bilo v vojski? Kako? Mislim, zdaj marsikdo od te mladine ne ve. Jaz dejansko, to je taka zlajnana fora, ampak jaz bi poročil vsem fantom, da gre v vojsko, ker jaz točno vem, kjer je bil v vojski, pa kjer ni bil v vojski, ker vsem te malo ukleše, malo te postavi na realna tvar, da nisi ti, mislim, da v trenutku si sam številka in moraš biti, ker se moraš znajdati itak, je fajn, ker te poženčeni fantje zdaj, to nima veze z življenjem, z marsičem. No, ampak, ko smo pri vojski, danes sva očitno se mi dva zmenila, da bova v zeleno. Moram povedati poslušalke in poslušalcem, da si te predstavlja, res sva lepa. Sem bom jaz potem dal na internet eno fotografijo, da boste videli, koliko sva lepa. No? Ja, danes sva kar barvno usklajena, vokalno sicer ne, ker Šuši še vedno ne zna pet, zna se pa sam dret. Ja, jaz pa pač v moji prvi najbolj znani pesmi primerno sem oblečen. Kako je naslov moje pesmi, ki sem napisal pred 27 leti? Joj. Da, zelena dežela me prevzame. Vidiš, pa jaz ne znam peti nehin. No. Veš, to je 27 let, ko sem jo napisal, kar je že kar dolg časa, ne? Pa dober, niti ne toliko, to je 2 ovinka nazaj, če tako pogledaš. Ampak zdaj s tem novim komadom, Daj se nasmej, si pač začel ta svoj družinski pop. Ja. Boš s tem tudi nadaljeval? Ne, smo počasi dost, ker sem preveč vpletel v familijo. Tako da ta nova pesem... Ki sem jo slišala? Si jo slišala prej na skrivaj, danes sem nek miks dobil. Bo pa tudi sicer pač ljubezenska, to je tako vse, kar vre iz mene, ljubezen. Ne bom pa posvetil niti ženi, niti hčerki, niti nobenu, ajde vsem ženskam, to pa ja, no. Pa bo je spet upletena žena in hčerka. No. Nekaj sem pa slišala govoriti, saj veš, ptički radi čivkajo, da se obeta tudi duet s tvojo ženo. No, to nisi prva, ki mi je to rekla. Dejansko bom zatonil počasi jaz za hribe, ker je na poroki moje hčere, najine hčere, sva naredila tako res lepo presenečenje za svojo soprogo. Moja žena, ki ne nastopa pred nikomor, ne, kaj šele, da bi pela, ne, je zapela pred 120 ljudmi v dvorcu Štatenberg eno čudovito pesem, en duet sem naredila in 120 ljudi je jokalo in hčerka se je kar tresla. Tako da jaz vem, da bi mi še ena naredila karijera bistveno lažje kot jaz, sam ni šans, da bi jo prepričal.
Nikoli ne reci nikoli. Sej Res. veš, žogica je okrogla. Res je. In ko si ravno omenil poroko, koliko lepa poroka v evrih pa je bila? Bila je daleč od poceni. Verjamem. In zdaj, Ampak se je vsak cent se je izplačal. in zdaj sta tvoja hčerka in njen mož tudi na poročnem potovanju, uživata. Res je, pred 10 minutami sem dobil en video, da sta po 3 tednih prišla na Maldive, bila sta že v Singapurju, Tajski, ne vem, kje še ne. Zdaj sta pa na Maldivih. Tako da, A misliš, da iščeta novo plažo za nov komad? mogoče sta šla gledati, Razmišljam. ja, točno za nov video spot. Ja. Morda pa res. Morda pa res. Ja, lej, Miki, jaz ti bom tako rekla. Jaz ti želim veliko, veliko uspešnih koncertov, veliko novih komadov, se obeta mogoče tudi album. Absolutno, ko sem izdal prvo pesem, sem vedel, da bo nekoč ta pesem pristala na albumu. Mislim, da jih imam zdaj že 9 ali 10, tako da smo že tam blizu. Ja. Jaz mislim, da bo drugo leto že album. No. Odlično. Kje te lahko mogoče slišimo v bližnji okolici, razen če te najamemo za 50? Pa vem, da sem v Kranjski Gori, v Ljubljani, kje sem še? Aha, zdaj sem pa Gorenjska tudi. Ne. Bravo, 9. avgust, Menina planina, ni to, kaj je to, Štajerska? Skoraj. Savinjska. Savinjska, ja. Tam sem 9. avgusta. No, Na evo. hribu. Miki prihaja v naše konce tudi to poletje, tako da Miki, hvala za dobro družbo. Daj se mi malo nasmej, pokaž zobe. Daj se nasmej, To je to. šuši, greva naprej. In gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. Srečno. Hvala, ker si prišel. Radio Fantasy. Radio Fantasy.